Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kako ste urejali ledino skozi vseh 20 let? Ja, začetki so vedno malo z glavo skozi zid, treba je malo tvegati, predvsem pa verjeti v tisto, kar delaš, da veš, da je res za dobro otrok in mladostnikov in kasneje s programom komune tudi zasvojenih. Srečo smo imeli, da smo doživeli v občini Jesenice tako sprejetost, takrat je bil župan gospod Boris Bregant, da so nam ponudili priložnost. Potem smo začeli delati in potem smo uspeli priti do podpore Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in FIHA in tudi kasneje podpore vseh 7 občin Zgornje Gorenjske. In koliko je zaposlenih v društvu? Ja, zdaj nas je že 7 zaposlenih, v programu dnevnega centra delajo 3, sem že prej navedla, v programu komune pa 4, poleg mene delata še 2 strokovna delavca, Mitja Dolinar pa Alenka Korošec, pa sodelavka Petra Opalk. V obeh programih pa tudi naše delo močno dopolnjuje pomoč prostovoljcev, ki v vsakem primeru res je ena dodana vrednost, da se lahko malo bolj tako individualno posvečamo otrokom pa mladostnikom. Koliko otrok prihaja k vam v ta dnevni center po pomoč? Ja, kar, kaj naj rečem, mesečno cirka 100 otrok, dnevno so pa kar do 30, 20-30, včasih tudi več, tako da kar veliko je dela. Imate pa komuno tudi v Bitnah. Koliko jih imate sedaj v komuni in kako pravzaprav poteka dan in koliko časa ostaje? Ja, skupnost imamo v Bohinju, v občini Bohinj smo tudi hvaležni za njihovo gostoljubje. Tudi občina, v bistvu občine, vseh 7 občin Zgornje Gorenjske nam je kupilo to hišo, pa smo potem sami pač naprej obnavljali. Imamo v skupnosti 7 fantov članov, to je maksimalno, ves čas tudi polno in zelo tudi veliko povpraševanje. Potem, kako poteka dan, v bistvu je to šola priprave na življenje, če lahko tako rečem. Poleg dela, mizarske delavnice, učenje, tudi pri nas smo skupnost, kjer lahko pridobijo tudi izobrazbo ali pa dokončajo, če še niso prej, tako da še to priložnost imajo. Predvsem pa poteka ta osebnostna rast, učiti se sodelovanja, krepiti zaupanje vase, pogovarjamo se precej, tako da se osvojijo te druge vedenjske veščine. So osebe potem uspešne, ko enkrat zapustijo to vašo skupnost v Bitnah? Če si dajo čas, program traja namreč 2 leti. Danes se veliko ljudem mudi, ampak za te spremembe si absolutno potrebno vzeti čas. In če si res dajo čas in mislijo resno, absolutno nekam pridajo. In se potem vračajo nazaj, pa se vam nekje na en način zahvalijo, da so pač bili sprejeti v to skupnost in da je to za njih dobro in da je to šola naprej za življenje. Ja, vsekakor, tudi nekateri od njih potem postanejo prostovoljci in prihajajo nazaj pomagati v program. Teh smo pa sploh še veseli, ker potem delijo svoje izkušnje pa življenjske kilometrine in znanja. In kakšni so vaši nadaljnji izzivi v samem društvu in pa v sami skupnosti v Bitnah za naslednja prihodnja leta? Ja, v bistvu v obeh programih in na splošno v društvu želimo kakovostno delati v okviru teh 2 programov. Ne želimo množiti novih stvari, ker potem nas ne bi bilo, pa ne bi imeli dosti časa, da bi kvalitetno lahko izvajali to delo, ki ga zdaj opravljamo. Tako da absolutno je želja odgovarjati na potrebe uporabnikov, ki jih imamo takrat vključene, pa slediti temu. In ob 20-letnem jubileju lahko rečeva, ste pripravili tudi en kratek program in pa okroglo mizo. Ja, sprehodili se bomo po poti spominov.
nekako bomo tkali mozaik dogodkov teh 20 let, spregovorili bodo zaposleni, bomo vsi o svojih izkušnjah dela pa o poudarkih programov, tako da vabljeni. Iskrene čestitke ob tej čestitljivi obletnici in smelo pot naprej. Hvala lepa. 20 let je stkalo takšne in drugačne zgodbe. Vse skupaj pa sestavljajo velik mozaik prijateljev. In danes med nami lepo pozdravljam tudi prijatelje društva, župana občine Bohinj, gospoda Jožeta Sodja. Župana občine Jesenice, gospoda Petra Bohinjca. Podžupana občine Bled, Iztoka Peserla. Vlasto Skumavec z občine Kranjska Gora. In pomočnico direktorice Jeseniške enote Centra za socialno delo Gorenjska, gospo Anito Bregar. Toplo pozdravljeni pa seveda vsi, ki ste v minulih letih tkali zgodbo društva Žarek, pripomogli k današnji podobi društva in si danes vzeli čas, da skupaj z nami praznujete ta jubilej. Za uvod... let se ne praznuje vsako leto, tako da je človek, kar ostane brez besed. Bi pa rekla, da so 3 velike besede hvala. Najprej hvala vsem uporabnikom, otrokom, mladostnikom, ki smo jih srečevali skozi teh 20 let in tistim, ki so bili pri nas nazdravljeni v zasvojenosti v Bohinju, pa prej še v Soteski, pa njihovim svojcem. Tako da to je največji hvala. Drugi velik hvala vsem občinam, ki so podprle naše delovanje. Dostikrat rada rečem, da imamo na 2 krajih dom, eden je v vsakem primeru so Jesenice. Tukaj smo nastali, našli smo prvo možnost, ki nam je bila dana in tukaj radi živimo, radi delamo in se tukaj res dobro počutimo. Potem drug dom pa je Bohinj, z drugim programom smo šli pa malo na drug konc. Ne pustimo pa tudi drugih občin, tako da smo kar tako navzočili na vseh lokacijah. Ampak v vsakem primeru drugi hvala je vsem financerjem, če ne bi imeli podpore Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, FIHA, predvsem pa 7 občin Zgornje Gorenjske, bi težko zmogli ta dela. Tretji velik srčni hvala vsem mojim krasnim sodelavcem, na katere sem res ponosna. Se mi kar malo solze pridajo, ker ko smo te slike vrteli od začetkov, tako smo začeli res skromno, ampak tako predano in srčno. Tako da moji sodelavci so Mira Salkič, ki dela tukaj že dolgo leto, 2007, Barbara od 2009, potem Mitja se skriva tam zadnje za zvočniki od 2013, naprej strokovni vodja dnevnega centra Primož Bezjak, Petra Opal, ki dela v programu Komune in strokovna delavka Alenka Koroščac, ki tudi dela z nami v programu Komune. Tako da brez tega, da delamo skupaj, da si pomagamo, ko je lepo in tudi ko je težko, bi težko zmogli teh 20 let tako speljati, kot smo jih. Pa seveda na tem mestu tudi iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki res bogatijo vseh teh 20 letih zelo, zelo pomembno oba programa. Tukaj v dvorani je veliko obrazov teh, ki so pomagali čisto od začetka, pa so učili fante v komuni, kako se reže ploščice, pa polaga, pa v Vasrvagu dela tele zadeve. Tako da res veliko pomoči. Danes pa vam želim, da se imate lepo z nami in da nadaljujemo potem s programom. Spoštovana predsednica, spoštovana ekipa, prostovoljci in vsi danes, ki smo se zbrali tukaj ob tej res čestitljivi 20-letnici delovanja tega društva, ki je zelo pomemben za vzgojo, za socialno-varstveni program na Jesenicah, ki ga že tako uspešno tudi prenašate v druga okolja. Tako da ta Žarek res sem zelo vesel, da posveti tudi v drugih okoljih, vemo v Bohinju in tako naprej. To se pravi, ta dobra praksa in izkušnje vašega dela niso samo jeseniško, ampak naše skupno
zmagoslavje. Tako da na tem mestu bi se res zahvalil, iskreno čestitev, predvsem Ivanki za njen pogum, hrabrost in pa, tako kot se večkrat pogovarjava, njeno vizijo, željo narediti, spremeniti in pa izboljšati, bom rekel, v prvi vrsti Jesenice in pa seveda na koncu tudi svet. Ivanka ima posebno poslanstvo, delo z mladimi je zelo zahtevno, včasih utrujajoče, ampak naj vam ne opešajo moči vsej ekipi. Želim še obilo energije, rabimo vas, veseli smo, da ste z nami in pa seveda danes je en dan, ko si lahko pogledamo oči in povemo, kaj vse je bilo narejeno in kako dobro in kako pomembni ste. Tako da na tem mestu še enkrat iskrena hvala, naj bo res en tak lep, prisrčen dogodek, spomnimo se vsega dobrega in tudi tistega manj dobrega, ki nas pelje in pa bodri v boljši čas. Tako na kratko, hvala še enkrat in pa lep popoldan. Jaz se že moram opravičiti, ker imam še ene sestanke naprej, ampak to, da sem vas prišel pogledati in vam zaželeti res obilo energije, volje in ni predaje. Hvala lepa. Ko sem razmišljala o današnjem dnevu, sem si mislila, imam privilegij, da sem 20 let na centru in da imam tudi 20 let priložnost spremljati razvoj, vizijo in uresničevanje idej, ki jih je imela Ivanka, ki je v bistvu začela pri nas kot prostovoljka na centru socialno delo. Tako zelo hitri korake je delala in v bistvu so se hitri korake tudi poznali v skupnosti oziroma pri razvijanju teh idej in približevanju ljudi v njihove domove oziroma tako bom rekla, približevanje ljudem na ulici, ki se rado reče, kot mladih ne vzgaja ulica. Tako, socialno delo oziroma delo z ljudmi ne kaže velikih rezultatov, ki bi jih lahko merili s kakšnim metrom, mislim pa, da so neprecenljivi in da se zavedamo vrednosti šele takrat, ko jo izgubimo. Tako da na centru, mislim, da s skupnimi močmi tudi znamo te stvari videti, ceniti in tudi pristopati k sodelovanju zaradi tega, ker je vsak posameznik pomemben, vsaka zgodba je edinstvena in vsak potrebuje tudi edinstveno rešitev, ki jo pa v bistvu skupnimi močmi lahko hitreje dosežemo. Seveda je pa to, da držimo nekoga v mreži, da ne pade, da ne zdrsne, oziroma da takrat, ko zdrsne, da z našo pomočjo se uspe spet ujeti pa splezati navzgor. In to mislim, da je tisto pristno delo, ki ga pri Ivanki oziroma pri vseh teh njenih sodelavcih čutimo, zaznamo in tudi znamo res spoštovati in ceniti.